lepo pozdravljeni v čisto nov vlog. Tako, kot ste verjetno že po thumbnailu videli, bomo danes pogledali tudi mojega novega dailyja. Še preden se pa tega dotaknemo, pa z Janom zdajle šibava v Graz, ker greva na predstavitev čisto nove Corvette Z06. Zdaj za Američane to ni nič novega, ampak za Evropejce je pa to, kar se mi zdi big deal. In to je tudi en mojih ljubših novih avtomobilov, predvsem zato, ker ima flat plane crank motor, ful visok se vrti in ima praktično zvok, ki je ta prav Ferrari. Danes bojo tam na voljo tudi testne vožnje od Iraja Stingraya, pa pač ta Z06 nov bo razstavljen. Jaz tega avta v živo še nisem videl, ampak se res veselim, da vidim to zadevo. Moj še avto prav, da imam danes predstavitev od Corvette. Prijazen avto, zelo. Ampak, da nam zdaj predolgo vezali, pa da nam je sklele govoril, se vidimo kar v Gracu. Pa smo klele, kar lep sprejem bi rekel. Že tlele na vhodu imamo par lastniških Corvette. Kakšna lepa barva je pa tale, pa že ta nova po moje. Ja, se to je pa Z06 po moje. Sem se zmotil, tole Iraj Corvette, ta nova, to je v bistvu hibridna zadeva. Tako da gre in na štrom in na benz, no. Ampak pojmo zdaj noter pogledati. Noter imajo pa Z06, to nas najbolj zanima. Ja. No, take cene pa nisem pričakoval, sem mislil, da bo okoli 250. Tole je pa kar, no. Noter je ful hudo, pa tako vse imaš z alkantare pa to, ampak jaz ful visok sedim, tole je moj point of view. Tudi če tako pogledaš, nekaj imam glavo, pa imam zid čisto dol. Pač v Porschih se ful nižji sedi, to mi je všeč, je pa res, da tudi v mojemu Shelbyju je dosti visok, ampak sem pričakoval, da glede na to, da je ta mid-engine supercar v bistvu, da bom kaj nižji lahko sedel, no. Čakaj, se ne vem, ta sploh. Ja, to je gor, to je dol, to je max. Ampak ful lepo, je tudi tukaj na vratih, imaš lepo tako karbon, pa usne, vse je alkantara, no, tako. Res avto je ful dober noter narejen, pa tako lepo te objame, veš, ta armaturka. Tudi zici so mi ful všeč, taki udobni, ampak še zmer školjkasti, pa valjda karbonski. Evo, zadnji, pa vidiš takole motor, to mi je pa čist hudo. Te feltne so mi ful hude, ampak me je pa kar šokirali, koliko je profila na telih gumah. Kap dvojke, praktično gladke na novemu avtu. Dobar, pač to je res čist track guma. Čak pa da vidimo še koliko je dimenzije, ka mora biti kar brutal. Aha, lajo. 345, 25, 21 sol. Prejle me tale cena kar zelo šokirala, ka meni se ta avto ne zdi vreden 350 jurjev. Pol sem se pa z enim domačinom tukaj pogovarjal, je v bistvu to cena z avstrijskim davkom, kar pa pomeni, da je ta avto dejansko, ne vem, bil v Sloveniji stal dobrih 200 jurjev. Je pa to, kar se mi zdi zelo dobra cena, pa tudi zelo dober rival proti kakšnemu Ferrariju s podobnimi speki, ker tole je mid-engine V8 atmosferc, ki ima 650 konj, pa vrti se na 8600 obratov. No je to, desno imaš same Corvette, levo same Corvette, tam je huda, ki je kar airbrashana. Ta oblika mi to klepa, to bi takoj imel, pa še ful drage niso, meni je res mi je lepa. Ok, mogoče ne bi imel tega airbrasha gor, ampak oblika mi je pa noro lepa. Pa feltne, ja. Feltne so ta prave. Le sem šel v zadnji, ki imajo zalogo in najdu tale barn find. No, tole je pa original Shelby. Vidiš po auspukih, vidiš, da so feltne ta prave in tole je original, pazi to, Super Snake stari. Tale avto je že v Ameriki kar drag, ne vem sicer koliko v Sloveniji pride, ampak teh avtov je res malo, ne vem sicer kakšne so cifre v Evropi, ampak jaz mislim, da Super Snakeov takih več k, no vem, 100 komadov ni. Edin malo ga zamori tale avtomatski menjalnik, ampak ok. Mi pa všeč, ker v vsej poplavi fake body kitov najdeš pol enega, ki je proper Shelby. To je pa creepy, stari. Ne, meni to zgleda, veš, kako greš v vesolje, ker so jih dali tako v vodo ljudi, pa zmrznali, pa so se pa tako v vesolju čez 50 let zbudili. Meni zgleda kot karuna, veš, ko so une vesolce prizrvali. Ja. Jaz grem stran kle, stari, nope. Dio! Če rabiš kason za kakšnega rama, Camaro,
Mustang, en Capramov je tukaj Grenadirov. Duli. Zdaj pa mogo dati ko Yellowstone musko. Aj, koliko je to veliko, stari. Aj, taka son. Tle notar vodo naliješ, pa v bistvu loži, kar malo plavaš gor pa dol, kaj je toliko placa. A jaz prav vidim. Ta beden Raptor je, zato ker ima ta male gume, ampak vseeno. Very nice. Gume so ogromne. Ja, sam niso 37-ke, ja, veš? Ja, fair. Mislim, da so te 35-ke, lahko si pa upgrade na 37-ke, tako da tole pa sploh ne odobravam, ker je navaden F150 pick-up, pa ima pa R značko, pač ko come on, no. Tle v zadnji se še nekaj skriva. Kva dejansko je salin, salin predelava. Tega pa tudi ne vidiš pri nas. 2.8. Oni so v bistvu skoraj tako kot Shelby. Ja, hudo. Salin je v bistvu predelovalec tako kot Shelby. Sam pač, da imajo malo svoj dizajn, ampak so tako ful priznani v Ameriki, oziroma tako dosta ikonik so te Salini, no. Evo, klele malo tile fruhade za omeska čakamo na IR-ja. To je v bistvu korveta, ki je dodan hibrid gor, oziroma baterija, no elektrika, kakorkoli. Je pa razlika tega avta ta, da je štirikolesen pogon, pa še, bom rekel, ta električen boost ima. In če sem ga prav razumel prej, ko ti zabremzaš na pisti, on toliko nafila štrom, a ne, da ga ima spet za pospeške, pač ful je zanimiv. In je v bistvu štrom dodan sam zato, da je pač boljši performance, pa štiripogon zato, da se avto še bolj ceste drži. Tako da me res zanima, kako to izgleda, ker to je po moje že kar skoraj en Huracan, ki je v bistvu štiripogon, mid-engine, pa 600, koliko ima? 650 konj? Huracan. Ne, korveta, Irej, Ja, tam nekje. Tako da tak zelo, pa isto je wide body, tako kot Zio 6. Tako dejansko se ful veselim. Pa rekel je, da je cena brez davka, se pravi, pri nas pa še davk plačaš, okoli 130 jurjev. Kar se meni zdi tako res dobra cena za ta performance. No, to pa rabaš. To je pa hudo. Udoben se pele, noro potegne, na avtocesti sem s peto pohodil, pa je šlo po luft. Crazy. No vem, povem še malo več v avtu, samo da malo vse pridem. Tako ga butam, da už do ušes. Ja. A je? Moj to stari. Ker Maybach GLS. Evo, midva z Janom sva zdaj iz Graca, by the way. Zekič je nazaj iz zimskega spanja, tako da zdaj bo spet pel cel poletje. Ampak, dajmo se mi pogovoriti, ti zdaj nehi pa pejtno džar za kurt. Mi se pa dajmo zdaj pogovoriti od tele korvete. Ful mi je všeč, ker je štiripogon, zato ker ti da res confidence na cesti oziroma samozavest. Ni te toliko strah avta, ki ima 650 konj, tako da moram reči, da me je ta korveta res tako pozitivno presenetila. Nisem jo še nikoli prej vozil in bi z veseljem dodal kakšnega tega IR-ja ali pa še celo Zio 6-a v svojo zbirko. Zdaj pa čas, da vam pokažem svojega novega dailija. Tole je moja čista nova Kuga in tole je moj nov daily. Res pa z največjim veseljem tudi zdaj lahko uradno povem, da sem od zdaj naprej jaz ambasador za Ford znamko v Sloveniji, tako da boste lahko videli še kar precej novih pa zanimivih Fordov na mojemu kanalu. Pa verjetno vas kar precej zanima, zakva moj nov daily ni Raptor, glede na to, da si ga tudi toliko želim, a ne? Moj daily je bil zdaj kar nekaj časa Ford Focus RS in avto je ročen menjalnik, športen, štiripogon, precej visoka poraba, nobenih praktično full uporabnih asistenc. Tako da sem si zaželil nekaj taga zelo preprostega, ki dokaj malo pokur,
ki ima radarski tempomat, ki ima 360 kamero, ki je predvsem avtomatik, tako da za, bom rekel, ta moja vsakdanja potovanja, ne vem, v Ljubljano pa nazaj ali pa kamorkoli se peljem, ki ni neki tako full exciting, vzamem to zadevo. In lik v tej fazi, ki sem iskal svojega novega dailya, so se pri Fordu oglasili pa so rekli, Rok, dajmo tako narediti. Mi ti damo vse modele od Forda, se pravi od nekih vstopnih, čist navadnih, pa vse do športnih, električnih, skratka vse, kar Ford ponuja, ja, tudi kombije bom probal in voz to nekaj časa, potem pa, ko boš vse modele probal, si boš pa lahko zbral potem dailya, ki ti pa najbolj pisan na kožo. In to je tudi prvi avto na seznamu mojih dailyev. Jaz bom te dailye menil približno na en mesec. Tale ta prvi je pa Ford Kuga. Tega poganja 1,5 litrski bencinski motor brez kakršnih koli hibridnih, bom rekel, asistenc, se pravi klasičen bencinar, avtomatik, spredi pogon, ima pa kar precej opreme. En ful lušten detalj, ki je meni res všeč, je tale, ki odpreš vrata, ali pa se tale zaščita tlele ven pripelje, ali to takole. Cak. A veš, in ko odpreš vrata, v bistvu, ne vem, če po nesreči nasloniš na kakšno steno ali pa kaj drugega, da v bistvu ne poškoduješ laka ali pa ne vem, drugega avta pa tako naprej, ampak se lepo v bistvu zadeva na tale robček naslon in pol v bistvu, ko zapreš vrata, cak, se posprav. Avto ima avtomatsko prilagodljive LED luči, pol imaš tukaj 360 kamero, tako da vidiš okrog in okrog avta noter na displeju. Ima tudi radarski tempomat tukaj spredi, tako da zna sam zabremzati v sili, zna sam voziti, še ta lane assist ima, oziroma ne vem, kako se temu že reče, ampak pač avto po avtocesti ali pa po cesti sam voz. Bere črte, ohranja ga na sredini vozenega pasu, z volanom recimo sam zavija, pač sam roke moraš imeti na volanu. Tako da to mi je najbolj všeč, ko stojim v kakšni gužvi, da ne rabim skozi volana popravljati ali pa gas bremza, ampak to vse avto naredi zame. Noter imaš seveda vse digitalno, se pravi števce, pa je res fajn, ogromen zaslon klele. Najbolj sem pa hvaležen za tole, avtomatski menjalnik. Vem, da je to za večino ljudi samoumevno, ampak jaz sem res vesel, da imam spet zadnjo vrsto zicev, tako da lahko peljem s sabo kakšne frende, zato ker v Shelbyju in v Focusu imam sam spredi dva zica, v Focusu je narejen rear seat delete, Shelby pa že fabrško sploh nima zadnjih zicev. Na začetku, ko sem zvedel, da ima tale avto 1,5 litrski bencinski motor noter, pa mislim, da še celo 3 cilindre, no, ampak sej nima veze, sem bil tako, to sigurno neki baš, ampak tale zadeva ima dobrih 180 konj, oziroma tam okrog 180 in je res ful poskočen, tako to me je kar presenetilo. Avto je zelo elastičen in ima čist zadost moči za en takle avto, sploh za daily uporabo. Poraba je pa tam okoli 8 litrov, pa jaz res ne merkam neki ful. A ja, pa Focusa imam še zmer, Shelbyja imam še zmer, tako da moji avti ne grejo nikamor. Sam pač želel sem si imeti en normalen avto zdaj, tako da sem ful vesel, da so mi to pri Fordu omogočili. Moram pa še to povedati, da avtomobile bom dobival od uvoznika, se pravi od Forda in pa od avtokadilca. Oni so pa v bistvu moja izbrana avtohiša za servise, oni mi servisirajo tudi Shelbyja, Focusa in tako naprej. Tako da so v bistvu se združili avtohiša Kadilc pa Ford Slovenija, da mi bojo dali pač najboljše avte, ki jih imajo trenutno na zalogi, tako da če recimo Ford Slovenija nima enega dotičnega avta, ki bi ga jaz rad takrat vozil, pa ga ima mogoče avto Kadilc, bomo lahko tako malo avte zamenjali. Tako da sem ful vesel, da imam res na izbiro praktično vse, kar obstaja v Fordovi ponudbi. Tega le bom vozil še kakšen mesec, pa si moram pa zbrati kaj novega. Tako da jaz sem ful vesel, da imam končno en normalen avto za vsak dan. Tako da ti mi pa v komentar napiš, kva bi ti na mojemu mestu vzel iz Fordove ponudbe kot mojega naslednjega dailya. Preden sem zapeljal na plažo, sem šel sicer peš pogledat in je izgledal dovolj trdno, ampak se je izkazalo, da je zadeva precej bolj mehka. Tako da zdaj pa treba ven prideti. Kaj to offroad, sploh 4 pogona na rapaj. Da pa navajo sam novi avtomobili v temu vlogu, smo pa na en testen krog tudi tole lepotico zapeljali. Da vidimo zdaj tole nedeljsko vozilo, a ja. Men moraš od noter, na roko. To. Res manj, a všo zigno tole.
Ogen. Odan! Sego! Se to pa navšva zele. Ko se je gas, še gre, sam brimze so tle po moje vprašanje. Ja, tu je zad pogon. Driv je livo desno. To drsi, da zdaj počas more brim. Ja sam vidio plastiko. Až ko je avto zmetal. Prav gdilit, ko je. Jaz sem mislil, da je to žleb tlele. O ne, ja sej prav. Se vem, da A ja. gledam, če počem. Evo, akcija končana, pragove imamo sabo, avto je kukar tok cel. Dobar je. Dober. V naslednjem vlogu grem pa Shelbyjem čist do Brača, za 4 dni gremo na en tak crazy road trip, tako da prihaja tudi ta vlog že zelo v kratkem. To je pa to za danes, pa se vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau!